Zdaj pa k podnebnim spremembam. V japonskem mestu Yokohama so se zbrali znanstveniki, ki preučujejo vzroke in posledice podnebnih sprememb. Ti opozarjajo, da so povprečne temperature vse višje, kar pa ne pomeni le kratkih rokavov konec marca, temveč celo vrsto nepredvidljivih sprememb v naravnem okolju. Poglejmo, kaj vse se nam obeta. Posledice podnebnih sprememb so že opazne na vseh celinah, čutimo jih tudi v Evropi in Sloveniji. Brez ukrepanja bodo še hujše, opozarjajo znanstveniki, ki so minuli teden razpravljali o posledicah podnebnih sprememb in ocenjevali, kako dobro smo pripravljeni nanje. V poročilu foruma je med drugim zapisano, da je bilo vsako od zadnjih 3 desetletij toplejše od prejšnjega. Zato sta ledeni plošči na Antarktiki in Grenlandiji izgubili veliko svoje mase. Topijo se tudi drugi ledeniki. Posledice podnebnih sprememb bomo občutili po vsem svetu. V Avstraliji naj bi povzročale požare, v severni Evropi poplave, v osrednji Evropi pa nekatere vrste poljščin sploh več ne bodo uspevale. Vse to bo slabo vplivalo na gospodarstvo in naše zdravje. Hrana naj bi se podražila za do 83%, tretjina svetovnega prebivalstva bo imela na voljo manj pitne vode. Za Slovenijo napovedujejo poplave in suše ter izginjanje živalskih in rastlinskih vrst. Znanstveniki opozarjajo, da je glavni krivec za podnebne spremembe človek. Za preprečitev katastrofalnih posledic mora takoj začeti zmanjševati izpuste CO2 in se jim prilagoditi. Kako bodo znanstveniki medvladnega foruma o podnebnih spremembah objavili v delu poročila, ki ga bodo aprila objavili v Berlinu.